Dobro jutro, prekrasen jutranji svit je bil zjutraj, potlej se mičkam ta svit umakne in zdaj prihaja sonček na plano, jasno nebo po ne vem kolkem času. Pri nas, ki smo znotrajske, imamo prečudovit biser, Cerkniško jezero, no in čakam, da zamrzne in sem nekaj slikce videl oziroma posnetke ljudi, da že grejo drsat in jaz grem tudi drsat. Ker je super, drsat je top shit, malo sploh na našem jezeru, bogati pogum, eto. Sočustvujem z vsemi, ki imate ponedeljkitis, torej trpite za simptomi ponedeljka, torej morate v službo, ste že v službi. Jaz res z vami sočustvujem, jaz sem se od tega sistema odlepil. Vam probam povedati, kako je to zelo lepo, kjer nič nas ne boli, in gremo into the wild, v divjino, poje tako ima, upam, da ga slišite v redu, ali pa da ni preveč, kaj pa jaz vem, skozi imam neke tehnične težave, že skoraj 1 leto boh malo, ne malo se hecam. Vi ponedeljkitis, jaz pa imam narcisitis, in tudi jaz trpim za to strašno boleznijo, kjer je prisotnost teh narcisov, v njihovi možni, vse splošni možni zmedi, in moram priznati, res sem utrujen od tega, tako kot sem že včeraj v liveu povedal, da res mi je malo čez kapo, pa upam, da se res to malo konča, ker je too much. Kakšen bo zaključek, si pa sploh ne znam predstavljati. Nekako vsi, cela zemlja potuje skozi kolektivno zavest, kolektivno prebujanje, mass awakening, in skupaj gremo skozi kolektivni strah. Vsak izmed nas se dotika svojih strahov. Umazane igre. Zdaj, vsi smo falili v življenju, vsi smo se nekje zataknili v kakšno zgodbo, eni načrtno, eni nenačrtno, eni so bili žrtve, eni so načrtno to počeli, in največji strah narcisov, pedofilov, izdajalcev in genocidnikov je ta pač, da so najdeni na njihovih lažeh, in tudi oni bodo mogli prepotovati skozi svoj strah. Žal tako je, zdaj tisti, ki ga bo sposoben pregrizniti, ga bo pregriznil, tisti, ki ga pa ne bo, ga pa pač ne bo. In ker je strah tako zelo velik strani elite, ki je imela pod kontrolo, kabale, ki je imela pod kontrolo vse segmente, to že vemo, šolstvo, zdravstvo, vse segmente, zdaj je preko medijev proba tupiti to, da so jajca kriva, pa globalno segrevanje za infarkte, znanost je crknila v trenutku, ko je treba najti razlog za infarkte, cela zdravniška sekta je riknila, mladi zdravniki se neki probajo pohvaliti, da so imeli zdravo kmečko pamet in so predlagali uporabo mask, ki je pač temu sledil tudi slovenski in svetovni zdravstveni prostor, torej mladi zdravniki, ne samo, da jih je kacin namočil, oni so se še celo sami pohvalili, kako so zelo pomagali držati štango tej politiki, to je Skela ful lepo povedal, je znoro čist, kakšen debil je kacin, jaz sem naredil ta video, kao zdaj lažejo ves čas, zdaj, ko pa izdajajo drugega, so pa kao nehali lagati. Ni res, lažejo čist ves čas, samo da si operejo roke, kompletna scena naše vladavine zdaj nima nič pri odločanju, tle je što ful narobe, tle pa nimamo nič zraven, sicer smo vse to sprejeli mi, ampak ja, dejstvo je, da je Janševa vlada pač vladala s to železno roko, kakorkoli čas bi bil, da ljudje spoznamo, v kakšni banana sceni smo živeli v tem blesavem cirkusu. Od tle se zdaj od nas zahteva, pričakuje, na nas je, nič se ne pričakuje, vsak ni naredi, kar želi. Je pa treba pomisliti v to smer,
Ali želim preživeti? Če je odgovor da, potem se moraš vprašati, na kateri strani zgodovine bom. Na strani temne ali na strani zmagovalne, svetle. Ker svetloba je zmagala, saj tema razpada v prah, ta matrica. V bistvu mi vidimo, pred očmi nam je, kako razpadajo vsi segmenti. Nič ne drži več skup, kada ni več lepila. In ne, res ga ni. In tisti, ki zavzemamo svetlo stran, moramo iti čez svoje strahove, čez tisto, česar se v sebi bojimo, si pogledati v sami sebe v ogledalu, kdo sem jaz, kakšen sem jaz. Tam, kjer vam kaj ni všeč, pol spremenite. Če se vam zdi, da preveč derkate, nehajte derkati. Če se vam zdi, da preveč razmišljate, da vas bremenijo misli, pol jih ugasnite. Ne nucajo. Into the wild je bil komad, kar pomeni v divjino. Tam kamen te ne bo zmotil in spravil iz tera. Bom pol vam eno pesmico prebral, ful dobro. Sam preden pa pridem do tja, bom pa rekel tole. Vsi, ki razmišljate preveč. Ni posebej pomembno, zakaj so o vas govorili grdo. Ker itak so govorili o nas vseh grdo, za hrbtom vse najgrše, ker so pač pičke prodane, prasice proklete, pokvarjene. A imam še kaj gršga? Nimam. Kar šteje je to, da so naredili to grdobijo za vami in vejo, kaj počnejo. Nehajte jim dajati prostor v svoji glavi in zaradi tega, ker si ga ne zaslužijo. Stopite korak naprej. Kdorkoli vas je kadarkoli prizadel, morate se umakniti. Zdaj pa že bom več ugasnil. Narcis, ne narcis. Če si ti bil prizadet, potem je čas, da razmisliš, zakaj si bil prizadet in se od stvari umakneš v svoj kujavnik, kjer razmisliš. Zdaj verjamem, da nimamo vsi prostora se umakniti na enak način. Naravo sem vam večkrat ponudil. Vzemite dopust, vzemite bolniško, nekaj naredite, pa se umaknite, ker je nujno potreben umik, distanca. Že zaradi tega, da boste vedeli, kaj iščete v naslednjem dnevu, ko boste med ljudmi, ker se jih da tudi odpičiti, ampak najprej jih morate vi pri sebi ugotoviti, kaj mir sploh je, ta deep peace. No, in če sem rekel, da se ta matrica sesuva, se hiti prikrivati resnico, tudi sem nakazal, in cenzura je vsak dan močnejša. Jaz sem še tako daleč, da sem rekel, da bom naredil nov profil, ker se res trudim, da ne delim spornih vsebin, ker vem, na kaj se palijo. No, in sem naredil nov profil, in sem objavil 2 neka smešna videa, kratka, ki ne bi bil moj produkt, malo za šalo, malo za res, no vendar so me blokirali isti dan, ko sem odprl profil. Tako da očitno se res bojijo resnice, ki pa pač vre na plano. Zdaj meni je samo zanimivo, kako so nekateri profili, ki kljub temu, da govorijo precej umazano čez stvari, še kar živi, imajo gromozanske številke ogledov, delitev, komentarjev in vsega tega, torej so vidni na platformi. Tle apeliram na farizeje, katerim je dovoljeno zapeljevati, očitno pa, če se pa bolj poglobimo, pa pač ni. Se pravi, jaz se ful trudim, da bi bil živ prisoten in tako pa očitno ne da. Facebook, no, imam pa od danes naprej pa nov TikTok, pa bomo budalaštine pa na TikTok devali. Evo, tudi tam je MTK, nekaj moš vtipkati, pa me najdeš, ba je tudi tako. Zaradi tega, ker jaz sem butalc in tanka je meja med genialnostjo in norostjo. Mladost je norost, skače čez vodo, kjer je most. In ja, mi smo po duši mladi, treba je vzdrževati tega otroka in ti otroci so mal norčavi, nagajivi tudi,
In dajmo vzdrževati tega otroka, ne vzdrževati, najverjetneje ga mora kdo še prebuditi, zbuditi to iskro otroško v sebi in se iti na tem svetu to, za kar smo tle. Da je življenje resno, da moraš to, da moraš ono, vse to je nekdo nam vcepil v glavo. Zaradi tega je ful pomembno, da mi v sebi poiščemo v svojem srcu, v svoji glavi, kdo smo, si priznamo lastne napake, si priznamo lasten biti. Čist za primer, sprejmi svoj glas, sprejmi svoj izraz. Tudi jaz nisem pred kamero skakal od nekdaj. Pač, odkar se želim vam pomagati ljudem, od takrat sem rekel, ajde, sej nisi najbolj bešter, ne? Ampak mogoče pa boš komu kaj pomagal. In enako je bilo z glasom. Tudi jaz, ko sem prvič slišal svoj glas, sem rekel, jebem ti, pa tole nisem jaz. Ampak sem se sprejel. In vsak od nas mora sprejeti celega sebe, svoje duhovno telo in svoj umski jaz s svojimi navadami in razvadami in seveda svoj telesni jaz. Zdaj, ljudje so si delali operacije, punce se rade šminkajo, zato da prikrivajo svoje neki, mnogo tetovaž in bom rekel spet popraviti, kar je mati narava naredila. Sej ne, da je kaj narobe, ampak enostavno nekako meni to nakazuje, klinc, da sem jaz zdaj kakšen sodnik. Pač, da ljudje ne bi radi imeli samega sebe, svojega telesa. Ja, to je pa lepo, ker sem se potetoviral. Drži, je lepo, ampak je bilo lepo tudi prej, že ko si se rodil, je bilo lepo in kasneje skozi. Zdaj, a si ga sprejel ali ne, to je pa nekaj drugega, ne? In ne moreš biti sprejet v svetu, niti v partnerstvu, niti v družbi kot taki, če sam sebi nisi všeč. Vsi lahko, ja, z nekimi maskami, tam je pa treba igrati, kakor družbi paše. In doskrat, vse prevečkrat smo to igrali. No in če se vrnem nazaj na TikTok, pa norost, pa butalskost, pa genialnost, pa norost, tle je rekel Aristotel, da ni obstajal veliki nikoli, če ne bi ni obstajal brez nekoliko touch of madness, z pikico norosti, zmešanosti. In ja, kar pomislite na razne izumitelje, na razne, a veš, če si je kaj, Van Gogh si odrezal uho, ne? Prešerna so imeli tudi za butastga, ne? Skratka, za nore so imeli tiste, ki so bili v bistvu z umom korak naprej. Izkazuje pa se, da če je kdo nor, je nor ta sistem, ta pedofilsko-satanistični del, je pa nor v svoj kos, ki ne more se primerjati z našo norostjo, ker naša norost je pozitivna, njihova pa negativna. In oni so nas hoteli pobiti. Pika. In tudi narcis kot tak nas ne mara, sam nas potrebuje. Zaradi tega so bili narcisi zmeri so varali v svojih vezah. Narcis je zmeri, nikoli se ni spremenil, ko ena veza ni šla, se on na osnovi te veze ni nič naučil. On je sam drug supply najdu, se pravi drug source, drug ver napajanja. Zamenil je partnerja, pa drugega, pa ga je njega žrl. Mu je dinarčke in z dinarčkom je marsikatero dušico komot zapeljal. Ker duše smo bile pa zmeri najprej finančno odbite, pa še zdravstveno, pa še zatrte, da ne bi kdo koga kam kaj spoznal, pa kam kaj potoval, pa se razbremenil, skozi v nekem primežu. Tak je bil ta njihov plan in igra celotna. Tle vam še eno. Ja, together we rise above the collective fear. Skupaj rastemo skozi kolektivni strah, se pravi, nekateri imajo strahove večje, nekateri malo manjše. Najlepše pa je, da ko se prebudiš, ko greš skozi strah in se prebudiš, bom rekel, odpreš oči, zaznaš, kako zelo velika je stvar na vseh nivojih. Ne bom se zdaj direktno ob Kacina, pa ob Janšota spotikal, pa ob Faučija, pa ob Bidena, pa ob stvari, ker je v globali čist vse čist vsaka javna inštitucija, čist vsak korak, ki ga naredijo, je proti nam.
Med drugim sem večkrat opozoril, watch the water, opazujte, kaj nam delajo z vodo, tudi nam zapirajo vere, zapirajo. Zdaj vidim, nekdo se je oglasil, išče kandidate za pomoč pri obnovitvi izvira. Mislim, izviri bi mogli biti najbolj očuvana stvar pod soncem. Kaj nam je satanizem naredil? Dal nam je vodovode, izvire pa razbil. Jaz osebno sem jih najdel, kar nekaj razbitih. Vse to bomo mogli popraviti nazaj, ker voda je vir življenja, pa sonce, kaj ne. In brez tega mi ne moramo preživeti, ne. Skratka, ko se enkrat prebudiš, spregledaš to prevaro, vidiš skozi to iluzijo, matrico, ne glede na to, kaj oni tumbajo, jo pa bomo atomsko spustili pa neki, ne boste jo, ker znate samo ustrahovati in to ustrahovanje je proženje našega kolektivnega strahu, da mi tudi zaznamo, da so oni večno delali tako. Niso pa dejansko izpeljali stvari. Oja, kako bi oni nam digitalizirali, kako bi nas kontrolirali, kako bi nas pikali k majmune. In ne daj se, Miki, mi smo bili močni, že ko smo bili potrti, čakaj pa sem, nekaj sem se napisal o moči. Evo, letle. Nas niso spoštovali takrat, ko smo bili na dnu. Nihče vas ne spoštuje takrat, ko ste vi, bom rekel, stisnjeni v kot, oni vejo, ti si v kotu, kot te jebe, tam bo, to je to, ti si na varnem. Ko smo mi malo začeli plezati, pa razlagali ovo, smo bili ignorirani. Jaz imam tako izkušnjo, govorim za obdobje korone, ko sem ljudem tupil, dajmo midva malo podiskutirati. Ignoranca do vrha, ne. No, in ko pa prideš, se pravi, iz dna mimo te ignorance, prideš pa v pozicijo, kjer pa tebe sovražijo. In sovraštvo sem tudi začutil močno, zelo, in dajte se zavedati, da boste tudi vi osovraženi. Pa zdaj ne od nekoga iz Avstralije ali pa iz Južne Afrike, ampak od svojih najbližjih ljudi, tisti, ki so vam bili najbližje, celo tisti, ki so vam ves čas govorili, da vas imajo najraje in da vas bodo rešili pred zlobnim svetom, so v bistvu največje pošasti. In the name of love, ne? V imenu ljubezni, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, zdaj te pa lahko nabijemo na križ. V tem kontekstu. No in nikoli ne boste dobili potrditve, da imate prav, zato se skoncentrirajte nase in zaupajte sebi, zaradi tega, ker izključno vaše notranje prepričanje, da imate prav, je edino pravo. Ok, mogoče boste srečali kakšnega tacga, s katerim se pa da, no, meni je ljubo, da mi napišete kakšno pisemce, čist noro mi je, kakšne zgodbe vse berem. Ja, generalno pa v družbi ste osovraženi, pika, stop. Več kot 90% ljudi nas sovraži. Žalostna zgodba, ne? Apokalipsa deo, ja, in sovražijo nas zaradi tega, ker smo mi od njih milijardokrat močnejši in smo atomska energija. Saj smo pa sestavljeni iz atomov in jo imamo. In je Bob Marley rekel, have no fear for atomic energy, ne imej strahu pred to atomsko energijo in ne boj se priti domov. Doma, če jemljemo doma si tak, kot si. In ne se bat sam sebe. Mogoče se sami sebe bojimo še bolj, kakor, bom rekel, zunanjega sveta. Ne? To, da nas bodo kam odpeljali, nič od tega ne bo, svetloba zmaguje na celi fronti, tako da samo odvršite vse, kar je za odvršiti, ne rabite nič dost, v življenju je manj, je bistveno več, nič je pa vse, ne? Tako da dajte malo imeti to v glavi. Lega sonček, kak se, wow, jaz ga imam tako rad. Tako mi je ljubo vstajati zgodaj, in dočakati te lepote. Sem že kuža tam skuhal, pa pomil po kuhinji. Tako, da me se to ful da. Mi paš. Tako, ja,
sem rekel, da smo utrujeni, ta ponedeljkitis pa narcisitis, ne? In ja, utrujeni smo od vsega tega, verjamem, da prav vsi, in se bo končalo. Na vse kriplje so se namreč oni trudili, da bi nas spravili v kot in nas uničili, našli pa so naš preživetveni nagon. Ja, v preživetvenem nagonu pa vsako živo bitje začne od sebe dajati stvari, ki niso čizglih vsakodnevno v uporabi, ker nam ni ideja biti zloben, niti ne napadalen, ampak obrambna pozicija je pa obrambna pozicija. In če me pripelješ v kot, pokažem jaz tudi kremplje. In če dalje več ljudi je na tej točki, da kaže svoje, čakaj, boste vi se z nas norca delali, ne? Ali pa nas probali uničiti, čakaj, ti si me hotel ubiti. Jaz se sprašujem, kako za Boga zdaj ti, ki so cepljeni, oni so žrtve genocida, ne? In oni kar ne priznajo, oni kar ne rečejo, pička vam je materna, pa vi ste nas hoteli ubiti. Mi, ki nismo cepljeni, se borimo za tiste te cepljene. In kljub temu nas cepljeni zdaj obtožujejo, da smo krivi, ker jih nismo prej opozorili. Dobro, tudi to so stvari iz medijev dirigirane zaradi tega, da se še dodatno delimo. V vsakem primeru pa moramo se vzpodbujati, da bo cepljen rekel, pa mislim, da, pa stari, mene so teli ubiti, pa jaz ga hočem nazaj, jaz hočem poravnavo za to, jaz hočem tle pravico. Če me je nekdo hotel ubiti, je to poskus umora. Z nožem, z vilico ali pa s cepivom je poskus umora, naklepni. In zato niso majhne kazni, smrtne kazni so. In hvala Bogu ne zastarajo, nikoli. Tako da, imamo mi pomorski zakon, pa še karmo zadaj. Tako da vse na naši strani, ga vidiš, Sonček, kaj bi dal, da bi lahko vsak izmed nas doživljal, te užitke trenutka. Zdaj je sonce, jaz uživam v tem trenutku, ne glede na to, da sem v službi zdaj, da delam. Vsak izmed nas ima lahko tako noro službo, da dela tisto, kar dela najrajši. Sej jaz ga komaj čakam, da pride sonce, da je dosti svetlobe, pa da mikrofone, pa muziko požgem, pa da stisnem rekord, pa da dam upload, pa komaj čakam, da vidim, koliko vas je pogledalo, vam je v redu, ste kaj pokomentirali. Ja, rad pomagam, res rad pomagam, ampak to je noter v vsakmu izmed nas, zaradi tega, ker je načeloma nimam nič kaj dosti od tega, imam, ta vaš support imam, ja, ampak vi ste edini support, jaz nimam nobenega sponzorja, ne, meni država nič ne da zaradi tega, najraž bi me potolkla z lopato po glavi, ampak me pa spet ne more, cepet se pa nisem šel, jebem ti boš pa ščurke zgrizel, ne bom jih, ne, jaz Turšičev ne, pa upam, da noben izmed vas se ne bo poletil neumnosti, kakor nam jih probajo natupiti, ne. To spoštujte, zaključimo, tako je, zaključiti moramo cikle karme, znotraj tega prehoda, in karma, težko bom zdajle jaz orisal to stvar, nekako iz roda v rod se je prenašalo, to, kaj so delali starši tebi, se je navadno preneslo naprej. Enkrat davno sem rekel, da žrtev pedofilije tudi sam postane kasneje pedofil, ne garantiram. Nekdo mi je potrdil, da to drži, osebno in lastno izkušnjo je imel, ali imela, kaj sem hotel reči, tudi narcizem se je prenašal iz roda v rod, laž kot taka se je prenašala in tako pa če, pa kaj pa češ, pa je šel život dalje. Na nas je, da rečemo, dosti je, pevem Boga, dosta tega. Tle je takoj napad okolice, to je tisto, ki nas sovražijo. Ampak noter imamo mi dovolj energije. We have enough power to fight. Mi moramo verjeti, da imamo v sebi dovolj moči, da se borimo s temi primitivnimi prijemi. To mene spominja bolj tako na Supermana, ki lahko klofta tisoče ljudi, nepremagljiv. To so ta
super bitja in mi smo super bitja. Dajte se zavedati, da z lahkoto jih odbijamo. Ja, seveda rabimo počitek, normalno, če pa se notranje nadgrajujemo, okolica nas pritiska in valjda je boj neusmiljen. Nikoli se ne ustavite, naj se ne ustavi korak, življenje vrača prečudovite stvari, tisto, kar gre zlahka proti vam, oziroma k nam, tisto je za nas in tistega se ne da izgubiti, ne da se izgubiti vere v sebe, ne da se izgubiti samega sebe. Tega nam ne more noben vzeti, spoznanj nam nihče ne more vzeti. Če nekaj ni za nas in ne vibrira z nami, ne bo k nam niti prišlo, zato z glavo skozi zid nima smisla. In če bo odpadlo, če odpade, to pomeni, da ni bilo nam namenjeno. Ne, pač treba je sprejeti stvari take, ki so. No, narcis tudi je lahko zaradi mene ostane, sam naj ne hodi blizu mene s svojimi idejami, kako je smiselno živeti, kako je prav razmišljati in tako naprej. Jaz sem 44 let ubogel, zdaj pa pač ne ubogam več, je pa vse narobe. Torej izgleda, da imam res prav. Rad bi vam bil primer, da živ dokaz, da kako, kaj, v čem je fora. Moje življenje je prekrasno, jaz sem strašno zadovoljen s tem, kdo sem in se imam neizmerno rad. Ne bom rekel, da sem ponosen, ker ponos je napačna beseda, ponos je ubil ljudi, sem pa počaščen, da mi je Bog dal to, kar imam, in vsak izmed nas bi se mogel tega zavedati v enaki meri. Ja? Želim vam, da izkoristite ponedeljek, da ponedeljkitis ima čim manj, simptomov, utrujenosti, nadrkanosti, sami veste, kako izgledajo ponedeljki, tudi jaz se jih dobro spomnim in jih nisem maral. Zdaj mi je pa the best, zdaj pa ne vem, mene vse šmorn, kater dan je, glavno, da je sonce zunaj, kaže, da imamo -3 stopinje, kar pomeni, da je let nekoliko trši, kot je bil včeraj. Pa vsi Ljubljančani ste v Ljubljani, ne? In jezero je valjda prazno, tako da bom jaz sam, pa Lucy, pa Lina, bom probal kaj posnet, pa vam pokažem, kako je tle pri nas lepo, kjer je norost doma, ne, mama norost. Dragi moji, držite se, dajte si osvobojujočo glasbo, glasbo, ki vas opogumlja, glasbo, ki vam da razmišljati o tem, da je nekdo pred vami že prehajal čez podobna sranja, jajca, spoznanja, strahove in bolečine. Nagrada je neskončno velika, garantiram. Prebrano, slišano, videno, občuteno in vsem želim to isto stvar. Vsem želim vse dobro. Držite se. Čau.